Dragi otroci, lepo pozdravljeni! Danes prisluhnite zgodbici z naslovom Oprosti. Medved in zajec sta bila najboljša prijatelja, kar si jo lahko predstavljate. Živela sta v svoji medvedji zajčji hiši. Kuhala sta svoje medvedje zajčje obroke v svoji medvedji zajčji kuhinji. Zajec je bil boljši v cvrtju gob, medved pa odličen v pripravljanju medenjakov. Ponoči sta spala v svoji medvedji zajčji postelji. Na pogradu. Zajec je spal spodaj, medved je spal zgoraj, ker je bolje plezal. Poleti sta živela v svoji hišici na drevesu. Zajec je pripovedoval medvedu zgodbe, ker je bil boljši pripovedovalec. Bil je čudovit občutek biti dober prijatelj in imeti dobrega prijatelja. Nekega poletnega jutra je zajec zagledal nekaj utripajočega in lesketajočega se na soncu. Poglej, medved! Kaj je tisto tam spodaj? Medved je spustil zajčka na tla v njegovi košari in še sam splezal dol. Potem sta stekla pogledat to čudno stvar. Medved je šel čisto blizu in se zagledal vanjo. Še nikoli ni videl ničesar tako svetlečega se. Prečudovito, je rekel. To je moja slika. Poglej, zajec, kako puhasta medvedja ušesa imam. In je še zajec pogledal svetlečo se stvar. Pa ti se hecaš, to je moja slika, moja ljubka, dolga ušesa. Ali jih ne vidiš? Si v popolni zmoti, mu je rekel medved, držeč svetlečo se stvar. To so majhna, okrogla, puhasta medvedja ušesa. To je moja slika. Zajec je zagrabil in medved povlekel. In zajec potisnil in medved potegnil. In sta strgala svetlečo se stvar na dva dela. Nato sta vsak s svojim koščkom odvihrala vsak na svojo stran. Kako je bil jezen zajec! Prikorakal je nazaj k medvedje zajčji hiši in zaloputnil vrata. Potem je nalepil svetlečo se stvar na zid. Pogledoval si je svojo sliko in ponosno rekel: Čudovita, ljubka, dolga ušesa. Potem je šel v posteljo. Ja, kaj pa naj bi drugega sam v medvedje zajčji hiši? Medtem je medved jezen splezal v hišico na drevesu in pritrdil svoj košček na steno. Sedel je, občudoval samega sebe in svoja okrogla, puhasta ušesa. Potem je pogledal dol k medvedje zajčji hiši. Res sem lahko brez takšnega prijatelja, je zagodrnjal. Prišel je večer in prišla je noč. A zajec ni mogel zaspati in ni bil več jezen. Kako sem bil smešen. Kako dobro bi bilo, če bi imel medveda ob sebi. Lahko bi mu povedal čudovito zgodbico za lahko noč. Zgoraj v hišici na drevesu pa je medved strmel v luno. Bil je žalosten in počutil se osamljenega, tako kot zajec. Kaj naj storim, da osrečim zajca in bo spet moj prijatelj, si je mislil. Potem pa je medved dobil idejo. Prijel je mali košček bleščeče se stvari in splezal z drevesa. Tiho je stopal k medvedje zajčji hiši, a tudi zajec ni bil v postelji. Stal je zunaj, držeč v svojih rokah svoj mali košček. Ko je zagledal medveda, mu je stekel naproti in zašepetal. Oprosti, medved, lahko imaš mojo sliko. O, ne, meni je žal, je rekel medved in mu podal svojo sliko. A ko sta jo dala skupaj in sta pogledala svetlečo se stvar, le kaj sta videla? Sliko obeh. To je res popolno, sta oba v en glas
Srečna zaklicala.